spoštovani gledalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma oziroma poslušalke, poslušalci, ki nas spremljate na platformah za podcaste, lepo pozdravljeni. Ponovno sem z vami Peter Mikša in to je nova zgodba oziroma nova epizoda zgodb iz zgodovine slovenskega alpinizma. Tokrat se vračamo čisto na začetek, po drugi strani pa začenjamo novo serijo z imenom Alpinistke. Zakaj se vračamo na začetek? Zato, ker je v bistvu posnetek, ki bo sledil, nastal že pred dobrimi 4 leti, ko sem razmišljal o tem, da bi bilo dobro posneti zgodbe naših akterjev alpinizma, torej tistih, ki so ustvarjali, ki so sodelovali pri razvoju slovenskega alpinizma, oziroma širše, in da v bistvu te zgodbe na nek način arhiviramo, dokumentiramo in na ta način ohranjamo našo alpinistično dediščino. Prva moja gostja, ko sem jo v bistvu gostil, po drugi strani sem jo takrat prosil za čisto navaden pogovor, ki ga bi posnel, torej bi na nek način dokumentiral za svoj arhiv, ampak zgodbe, ki jih je povedala naša današnja gostja, so bile tako dobre, tako vsebinsko in tudi širše dobre, da sem se odločil, da v bistvu to njeno pripovedovanje vključim v neko novo serijo, ki sem jo poimenoval Alpinistke. Torej, današnja serija se začenja Alpinistke oziroma alpinistka Marija Hlavati. Marija Hlavati, prej poznana tudi pred poroko kot Marija Horvat, oziroma med plezalci tiste generacije poznana kot Marička, je bila zelo aktivna v konec 50. oziroma 60. letih 20. stoletja. Delovala je na AOJ oziroma Akademskem alpinističnem odseku, katerega član sem dolga leta bil, oziroma sem na nek način še vedno z dušo tam. Marička mi je povedala ogromno, kako je prišla v alpinizem. Čisto preprosto. Njen stric je bil veliki France Ogrin, veliki slovenski alpinist med vojno, ki je žal padel med drugo svetovno vojno, torej je bil ena od žrtev te grozne agresije oziroma groznih stvari, ki jih vojne vedno prinesejo. Marička mi je v tem mojem posnetku podala ogromno zanimivih stvari in v bistvu, kot sem že rekel, ko sem razmišljal, ali naj to objavim, sem se odločil, da ja, zato, ker je kljub, opozarjam, slabšemu zvoku, zelo dobra vsebina. Torej, vabim vas, da prisluhnemo novi seriji Alpinistke, kjer gostim danes Maričko, Marijo Hlavati, ki nam bo povedala, kako je bilo biti alpinist v 60. letih 20. stoletja. Marička, oder je tvoj. Torej, prvo vprašanje je, kdaj in kje, kraj pa odsek si začela plezati, se ukvarjati z alpinizmom? Zakaj v bistvu prav tam? Alpinizem me že skozi privlačil, zaradi tega, ker moj stric Ogrin, Franci, je bil tudi alpinist in je tudi marsikaj prvenstvenega splezal in ima vse dokumentiranje, precej tega. In smo kot otroci tiste slike njegove gledali in je bilo to meni všeč, hribi, to je nekaj. Pol sem začela še druge športe, ampak potem smo pa enkrat videli tečaj, alpinistični tečaj, prireja APD gor na Turncu in sem šla. In me je takoj zasvojilo. Ko so bili fejst ljudje tam, lepo so nas učili, lepo so vse razlagali, kako je treba, kaj se obnašati v hribih, kako je treba plezati, kako je treba vrvati. In smo potem kar dostikrat hodili na Turnc vaditi tiste smeri tam, so bile kakšne kar težke, ne. Kakšne so bile pa tudi fajn. Smo hodili in potem smo pač tudi na društvo se prijavili, takrat je bilo naše društvo APD, je bilo na Poljanski ta prvič.
je tak mehen prostor je bil, v četrtek smo se dobivali, smo se menili, kako kaj, a gremo kaj še plezati, a bomo šli v hribe. Pa smo šli pa v Unionsko klet, najprej smo hodili, kasneje smo hodili pa v Rio. Pa smo se pa naprej pogovarjali. Potem so nas pa iz Poljanske ven vrgli, smo šli pa kele v Casino. V Casinu smo imeli prostore, lepo veliko sobo, sicer je bila več uporabna, ne samo naša, ampak smo imeli pa svojo garderobo, kjer smo imeli alpinistično opremo in svojega gospodarja, to je bil Andrej Stritarjev, in tam smo imeli vse shranjeno, pa celico smo imeli, fotokamero smo imeli, oziroma da smo lahko razvijali filme. In smo se zmeraj dobivali. Pa smo se ob četrtkih dobivali, se pogovarjali, kam bomo šli, kdo bo kaj s kom plezal. Potem smo si sposodili opremo, ker takrat ni bilo tako, da bi vsak vse imel, ne. To si mogel tam h gospodarju iti, rekel, evo, štrak rabim, mogoče tudi kakšne, kaj jaz vem, reze ali kaj takega, to se vse lahko se sposodil. Takrat ni bilo tega, ke je zdaj, ne, čelad ni bilo še, kje pa. Plezali smo v pumparcah, pa štrikani štumfki do kolenke, pa kapce. To je bilo. Nismo imeli čelad še takrat, ne. Oni so imeli, na APD-ju smo imeli pa zalogo, zato ker takrat so šli že v Ande in so nabravali opremo tako res kao kvalitetno, ne. Čeprav je tisto težko bilo ko svina, ne. Tisto so bile strašno težke zadeve. Ampak je bilo uporabno, ne, pa telzaki, pa spalne vreče, to smo se vse lahko tam sposodili na društvu. Pa si pa nazaj prinesel pa drugič spet, ali pa kakšen drug. Ni bilo tako, kar zdaj, ke imaš vsak svoje. To je bilo še v času, ko si bila tečajnica. Kdaj, v katerem obdobju, leto morda, veš, kdaj si prišla na odsek, torej v alpinistično šolo, kdo je pa bil vodja takrat? Vodja, kdo je bil že, mislim, da je bil, a je bil Ščetinin takrat. Takrat je APD je bilo društvo, potem smo imeli pa razne odseke, ne. Med njimi tudi alpinistični in to je bil pravzaprav najbolj pomemben, ne. Predsednik je bil Franci Savenc od APD-ja. Seveda on je to vse rihtal, vse to dokumentacijo, on je to tipkal, vse je imel zapisnike, vse je imel pošlihtan. Načelnik je bil pa takrat, mislim, da Ščetinin, APD, alpinističnega odseka. Pol pa vse sorte je bilo še, potem vem, da je bil en tudi Gradišar, ampak to je bilo tako neformalno, ne. En je mogel biti. To je bilo neformalno, ne da bi nas komandiral, pa to morate, pa morate, ne. To smo se zmenili, evo, zdaj bo tečaj, ti boš vodil tečaj, ali pa recimo tudi za planince, ke je bilo treba za planince tudi kaj organizirati, so APD oziroma alpiniste povabili, pojdite ke, pa boste tamle vodili, a ne, to je vse Francelj že organiziral. Tako, to je bilo, kaj jaz vem, to je bilo 62, kaj takega. Pol smo pa začeli resno plezati, pol ko smo ta prve tiste oddate, to so bili, na Turncu so bili jasno tudi starejši zraven, da si videl, da so te učili, da so videli, koliko napreduješ, koliko znaš, in potem, ko smo bili malo kakor toliko ulavfani, so nas pa tudi v hribe peljali. Tako da od začetka smo bolj sami pripravniki med sabo lezli, pol so nas tudi tako s sabo vzeli kakšen član, da je videl, ne, kako si. Pol smo imeli pa tudi sprejeme, ne, v člane, tisto je bil pa štos, tisto ni bilo zares tako, ke da bi zdaj štempelj dobil, ne, si alpinist, ma kje pa. To smo se v Tamarju dobili, pa smo imeli komisijo, ne, pa te je zezala tam, pa sta vprašanja dajala, se mogel. Mico so enkrat vprašali, ke je Mica bila sprejeta, Kavarjeva, je bila sprejeta, so jo vprašali, kakšna je razlika med ringhakno pa navadnim klinom. Ker Mica rekla, pri ringhaknu se luknja maje. Pa ni bilo čisto prav odgovor, ne. Ali pa take traparije so bile, ne, take. Ali recimo, zakaj ne sme alpinist vode piti, da mu jeklena volja ne zarjavi.
Ali pa kva je bilo še, vse sort. Saj imam precej zbran tega, sem Francem, to moraš pa zdaj ven zredati. Ja, to se vse zreže ven, to ni Ja, problema, sem Francem dala, veš, tiste zapisnike sprejema sem, ampak je to vse poniknilo, črno luknjo šlo. Če boš Francem nadej, da ima nazaj mi dati tisto. Ja, torej bila si članica Akademskega planinskega društva oziroma Akademskega alpinističnega odseka. Ja, Zdaj, tako. to je v Ljubljani. Ja, V Ljubljani je seveda bilo veliko drugih društev v tistem času, tudi je. Matica in še Matica, tako naprej. pa so bile tudi Medvode, pa so bile, kaj je še bilo, vse sort. Ja, oni so bili železničarji, so bili tudi, ja. Kakšen pa je bil akademec, ne? Akademca se še danes Če to jaz ne vem, velja en to je taki bila taka, sloves, ja, ena taka malo družna je posebnežev. bila, ena taka družna je bila mogoče tudi malo bolj več študentov, malo bolj so bili, duhoviti so bili, a evo, taka družna je mene pritegnila, ker so ljudje duhoviti, se znaš tosati, imajo hribe radi, so tovariši, to je bilo super, ne. Na Matici so bili bolj kot tekmovalni, na Matici so bili bolj tekmovalni, no, niso bili tako, čeprav so bili fejst fantje tam, jasno. Ampak to oni tudi niso imeli prostora, mi smo se potem dobili v Rio, ne, kaj pa. Tisto je bilo, tako se zdaj pri Žabcu dobivajo. To je tudi fajn. Torej, če pogledava zdaj nazaj, omenila si, ko si začela plezati, ne, da je bila druga oprema kot danes. Ja, to pa res. Če zdaj malo vizualiziramo, kako bi opisala takole od nog do glave opremo tedanjega alpinista? No, evo, najprej čevlji. Čevlji smo, vem, da takrat, to je bilo problem, tudi če ni Alpina delala takih čevljev. Takrat so jih začeli prav za Himalajce, take posebne orang debele čevlje delati. Prvi čevlji moji so bili, je Lučka zrihtala enega čevljarja tam v Savinjski, ne, kje pa, v Solčavi so delali take čevlje, tako malo bolj visoke, pa da je vibram od spod, ne, tiste je že mogli imeti, ne. To nismo imeli plezalnikov, kje pa. V teh čevljah hribovskih smo šli okoli, pa štumfe, pa pumparce, skoraj ni bilo brez pumparc nikorga. Pa vetrovko ponavadi, ni bila najlon, kje pa. Ni blaga, pa tako. Pa kapice. Nema tu čelade. Ni bilo še takrat čelad. Plezalni pas? Ne, mi smo se okoli pasu privezali, tako kot zmeraj. Ne vem, če se zdaj sploh še tako vežejo. Vrv Ne. je bila konopljena še ali že? Ne, tiste konoplje pa ni bilo več, so bile pa najlonke, ampak so bile ene tako raztegljive, da to je bilo nekaj groznega. In smo, potem, ko si prišel na društvo, da si štrak sposodil, si mogel prav gledati, da sta prav cajt prišel, da nisi ono ta belo, ko se razteguje, dobil. Saj ne vem, kje so končale te. Ene so bile take res raztegljive. Kje ste pa dobili takrat torej na društvu, kje so se kupili, na primer, vrvi, kje so se kupili? To ne vem, kje so, to je Francelj vse zrihtal, to so nekaj na Češkem so šli iskat, pa ne vem, to je bilo takrat težko dobiti. Takrat je bilo težko, je bilo treba kar ven iti, pa kasneje, če ne tudi tihotapiti kaj. Ne vem. Težko rečem, vem, da so tele opreme, ko so vetrovke pa to delali ne za Himalajo, tudi za Ande, da so pri nas delali, Mara neka, Mara je to šivala. Ja, saj je bila znana. Pa Cezake pa te stvari. Omenila si, ko ste začenjali plezati, ste v bistvu samo plezali, to pomeni, da se je šlo v hribe in se tam treniralo za težje vzpone, ali ste imeli že kake, torej Turns, ste res Turns je bilo kar redno, vsak teden smo šli na Turns, ne. Da bi pa šli trenirati, tako, ja, tisti ta hudi so šli, jasno, a ne, so šli trenirati, ne, mi smo pa tako hodili v hribe zaradi hribov, a ne. Zaradi hribov, pa da se malo tam, malo popleza tudi, ker to je fajn, a ne. Ne pa, da bi trenirali za težke vzpone, to ta srednji folk to ni delal. Ta hudi so že, ne. Barbka pa Peter pa to so trenirali, ne.
Kdo pa so bili tisti hudi, naprimer na Ta hudi. Ferajnu takrat? Na Ferajnu je bila Barbka Lipovšček, pol Ščetinin, mislim, pa Peter Ščetinin, pa Tine Mihaliča, ampak on ni bil toliko ekstremist, on je bil poznavalec vsega. On je poznavalec in odkrivalec skrivnostih ribov. Ni bil toliko ekstremist. Pol, kjer je bil še, pa Držaj je bil tudi pri nas včasih, on ni bil tako na društvu. Vem pa, da je imel hude spore z Antkom, ja. Z Mahkoto, ki je bil pa pri Matici, ne. Ampak ta je grda, ne. Vem, da je enkrat mu je Držaj v Ormeni zavedi tam v propelerju na vrh, mu je rabljeno oglje gumo pustil. Mahkoti. Jaz ne vem, pol smo bili pa skregani, ne. Mahkota je bil Sta plezala takrat, ali je vedel, da bo šel plezat? je vedel, da bo šel Mahkota tudi, ne, in potem mu je tam nastavil gor. To smo se toliko smejali, saj to je bilo potem, mi smo imeli na društvu vpisno knjigo vzponov in vsak je napisal, kje je bil, s kom je plezal, kako je bilo, kakšne doživljaje, ampak tista knjiga je izginila, jaz sem toliko žalostna. Tam je bilo vse sort noter, tudi to je bilo tam, tudi to je bilo. Kako je Ola gumo pustil v propelerju. Ja, kaj jaz vem. Luštno je bilo, mi nismo tako zares vzeli treninga pa to. To že, no, to si mogel imeti, kondicijo si mogel imeti, da si gor prišel, ne. Pa takrat si bolj, mi smo na Turn s kolesi, ne, v Kamniško Bistrico tudi s kolesi, ali pa peš. Ni bilo toliko avtov, ne, ni bilo toliko avtov. Vem, da Francelj je imel takrat katro, pa smo šli enkrat v vrata, smo mogli potiskati tisto ubogo katro po klancu, po kredi gor. Ni bilo toliko avtov, ne. Šrof je imel pa fičota, ja. Mi ga je še meni posodil, da sem izpit naredila. Šoferski. Kdo so bili tvoji vzorniki, koga si poznala, tako rečemo od eminentnih plezalcev doma, pa če si, no, od A veš kaj, domačih? doma, recimo Barbka je bila me svetli vzgled, ne. Ampak ta hudi alpinisti, to smo bili vsi kolegi, a ne, ne da bi ga tako gledal skozi svetnika, ma kje pa. Mi smo se glih tako hecali s Kunaverjem ali pa s katerim, je pa res, da Držaja pa nisem poznala, takrat ni več hotel na društvo, ne. Ali pa Mahkoto pa sem poznala, Mahkoto smo se pa zezali. On je tudi bil, ampak on je bil matičar. To je bolj ljubljanska, kaj pa Ja, širše, ne vem, širše, Gorenjske ja, z Gorenjske smo imeli pa tudi stike, ne. S Koširji pa večkrat smo imeli kakšne tečaje, ke so v glavnem Gorenjci, ne, Krušic pa tele vodili. S temi smo se tudi družili po hribih, saj nimaš kaj, če si v hribih skozi, si kolega, ne, nimaš ga gledati kot svetnika, ne. Z Rado tam se še zdaj vidimo. Na srečanj Kočevarjev. On je od hudiča dober, res. In še zdaj mi ni jasno in mi noče povedati, mi smo zvečer v kočah smo se dubali, a ne, in smo malo popili, pa smo peli. Zdaj nič več ne poje, jaz ne vem, mi smo imeli, pevske zbore take, ne lepe, ampak pesnice so si izmišljevali, vse so kranjsko klobaso, ne vem, če vi nič več to ne pojete, ne. Kranjska klobasa res dobra je jed, ali kranjski alpinizem ni vreden besed. In potem naprej vse ušira. In je noter tudi Kitica. Rado Kočevar je, čakaj, kako že. Ja, otroke reševal, na štrakih pa vezal in dol jih zagnal. In sem jaz Radota spraševala, kuga je bilo to. In ni hotel povedati. To mi pa ni, čeprav skozi se dopisujeva, ampak to pa ni hotel povedati. Pa take zeze, ne. In potem smo to kranjsko klobaso, to so tudi Kamenčani prispevali, s Kamenčani so imeli tudi, ja, stike. So Kamenčani prispevali svoje kitice, ne, in potem smo na APD-ju smo tudi dopesnili razne doživljaje, ne. Take stvari. Lustno smo se imeli, jaz ne vem, zdaj nič več ne pojejo teh pesmi. Včasih je bilo cel kup. Pa tele, Zupana smo bili tudi. Zupan je veliko imel teh pesmic.
štanfovske pa te. A to ne pojejo več, ne? Nič več. Da je samo mobiteli pa... Se poje, se še, ne? Samo ne pa prav te pesmi, to je zanimivo, to jih jaz tudi ne poznam toliko, bi prosil za kake... Jej. Ja. Ti bom poslala, ja. Ja, Oziroma odlično. ti bom, če mi boš nazaj dal, ne tako kot Francelj. Sem še Zupanu peljala, pa mi je še pripombe napisal, tam, ko je on lastnoročno. Mislim, on s pesmijo tisto štanfovsko, ne, katero že, ne vem. On je s pesmijo, skratka. Ja, Zupan je bil tudi. Kdo pa lahko rečeš, dobro, kaj pa v tujini? Si poznala plezalce tistega časa? Tujino? Ja. No, Ste mislim, govorili po imeni o že. kateri, tako, da bi se govorilo, ta je zlezel, to, ono, tretje. Ne, čakajmo, to smo, tele, ki so pisali, ne, kaj že bi, sem pozabila. Kaj dosti ne, takrat še ni bilo Mesnerja od začetka, ne. Pa smo pa bili z Mesnerjem, je bil tudi tle. Ne, nisem kaj dosti poznala, pa tele, ki je objavljali, to smo vedeli, drugače jih pa nisem jaz poznala nič. Kaj pa te uspehe na 8000-akih, prve pristope tujcev, ste spremljali tole tako? Ja, to se je gledalo in naši so bili zelo, kako bi rekla, našpičeni, da bi oni tudi, ne, jasno. In potem ta prva trava je bila samo 3 sul, ne. Ni bilo 8000, ne. Ampak so udarili pikco, ne. Pol je šlo pa naprej, pol so pa resno zadeli. Pol so pa kar vrh dosegli, po moje. So vrh dosegli. Če se vrnemo nazaj na te vzornike, ne. Vsak alpinist ali pa marsikdo reče, da je ta in ta s svojo miselnostjo, načinom plezanja vplival na njega kot pač človeka, ki raste v alpinizmu, ne. Si imela ti kakšne take vzornike, za katere lahko rečeš, da so te naredili kot alpinistko ali pa kot navdušenko nad gorami? Težko rečem jaz. Mogoče moj stric, ampak tudi tele, te so me vse navdihovali. Barbka, Tine. To so me navdihovali, ampak da bi kot, ne vem, kakšnega vzornika in ne vem koga, to pa težko rečem, no. Vsi so bili prijatelji. Prijatelji smo bili. To je največ vreden. Bolj kot vzornik, meni se zdi. S kom si pa največ plezala, tako? Ja, kaj jaz vem, no, od začetka smo bolj pripravniki, tudi s puncami sem plezala, z Lučko Hrletovo, z Jožico Antloga, ki je bila Štajerka, pa Nuška Purkeljc, zdaj poročena za Gorc. No, sva tudi plezale. Ampak največ sem pa pol splezala z matičarji. Ja, z Borutom Krivicem, pa Macem Komacem, pa Matijo Maležičem, Matičkom. S tem smo plezali. Kdo pa je bil tedaj najbolj znana, taka fajn plezalna klapa? Kaj jaz vem. Težko reči, vsaka klapa je po svoje fina, veš, vsaka pa... Mislim, mi smo se fajn zastopali glih teli, no. Z Borutom pa s temle. V bistvu smo imeli eno tako klapo, bridžijsko klapo. Bridge, a veš. Enkrat smo bili v Tamarju, pa je bil zanič vreme, pa so bili tudi eni Poljaki tam in so sedeli tam in so kvrtali. In smo mi gledali, koga to igrajo, in so bridge igrali. Jane Novaku, ki je matičar, pa zdaj je že zdravnik, on je pa tudi že malo vedel o tem in pol smo mi se pozanimali, kako je to, in smo rekli, ajde se dobimo, in smo se potem dobivali vsak teden in smo cele noči kvrtali. Bridge, ampak to ni tako, a veš, kot šnopec. To moraš kar misliti, pa imaš pravila, pa ne vem koga vse. In smo se dobivali vsak teden in smo potem enkrat tudi bridge ekipa šla v Zajzera, to je bil, od našega društva je bil samo Jošt Razinger, pa je bil Boro Krivic, pa Tine Čopičev, pa Matjaž Žavcer, te so bili bridžisti, matičarji tudi, ampak so tudi plezali. Enkrat smo šli v Zajzera, ta bridge ekipa, in smo tam tudi malo pokvrtali, ke je bilo zanič vreme, pol smo šli pa Božje Police. Ne vem, če ti poznaš to. To je Avčin pisal, tam imaš prečen, viš prečeš, ne, in tam je en tak
konc, ko ne moreš drugače, moraš se spustiti po zali in se zanihati čez do poličke. In smo rekli, to bomo mi naredili. In smo. In smo šli in smo se abzajljali in smo se zaguncali čez. In potem so mogli še vedeti poti naprej. Ni bilo tako enostavno, sploh ne. Ker luft pod tabo. Luft pod tabo. In je bilo tako mene kar groza. Jana je šel ta prvi, Jana Novako je šel ta prvi, sem rekla, bom jaz ti ruzak nesla. In sem še njegov ruzak nesla. In potem, ko sem se jaz spustila po štriku, sem bila na prusiku in se prusik stegnil in nisem več dosegla vozla, da bi ga spustila. Sem tam obvisela. In potem so me malo gor potegnili. Jaz sem bila tako, dol pa lufta, veš. 300 metrov lufta ali še več. To je bilo zanimivo. To sem mogel prav nihati. Čez, da prideš in potem so naprej poličke bile. No, pa smo šli pa za nič vreme bil, smo šli pa ven. Jane pa Nuška sta šla še en dan naprej, ampak sta tudi pa ven prišla, ker je bilo nič vreme. Ampak smo se fino imeli, a veš. Fino smo se imeli. Omenila si en zanimiv vzpon, ne, oziroma prečenje. Ti je še kak drug, oziroma za kateri vzpon lahko takoj z glave rečeš, tam je pa se odtisnil najbolj, katero plezanje se ti je odtisnilo najbolj v spomin zaradi, pač ker je bilo tako fajn ali pa ker je bilo tako grozno, karkoli že eden vzpon morda. Ja, to je pa najbolj spominska in to zato, ker sem Matica rešila, no. Spominska v Koglu. Z Maticom sva šla plezat in ta je kar strma, mislim, ni tako, da bi šel tako, ke Virans, ne. Je kar strma in sva šla in sem tam lepo zazihrala, je pol Matic šel naprej, ene 3 metre, rekel, zdaj bom pa tule en klin, bom jaz klin tale zabol. In se mu je spulil in je zletel dol po luftu. Ampak sem ga jaz zadržala, a veš. Tako, ko so me učili, tako, a veš. Nič, da bi imela požgane roke, pa to. V luftu sem ga, mislim, v luftu je bil. Tako da sem pa, evo, ponosna nase, da sem ga zdržala. Ker sem ga še malo spustila, se pa razbal na skalah, ne. To je pa res. In potem je tam obvisil, pa sem ga pol dol spustila, da je prišel do skal spet, pa je nazaj splezel z mano. Nič ni bilo, nič mu ni bilo. Pa so pa do konca splezala, pa po Viransu abzajljala. Tako. Super, zanimiva, fajn zgodba. Ampak ti povem, sem imela požgano, tlele sem imela jakno, pa srajco raztrgano, požgano, ni bilo pa do kože. Majčkeno sem bila tlele podrajsana, ker sem se tako pač. V bistvu si ga še s telesom, ni bilo Tudi še s v telesom. štantu. Ne, Kako pa je tekla, vrv je tekla čez, ne vem, Ne, popič ali kar ne, jaz sem bila takega v štantu? privezana v štantu, ne, Ja. pa držala sem ga tako. Ni bilo nič nobenega klina vmes. Se to je tisto, veš. In potem Matic rekel je, veš, kako je to bilo? Kako je to mogoče? Slučaj. Ampak sem tudi vedela, kako je treba narediti. To so nas vse naučila, veš, na Turancu. Tam smo mogli na drevo splezati, pa dol se vršiti. Veš, tam je on drevo. Ne samo, da bi plezal tam v Turancu tiste smeri. To smo mogli tam, varovanje je bilo pa z drevesa dol. Zdaj imam še eno sliko, Borota. No ja, se ni važno. Tako ja, na to sem jaz kar hujš bilo, no, kar se tega tiče, ker bi lahko se zelo grdo končalo, no. Moram reči. Imaš kakšno smer, ki si bi pa želela, da bi jo splezala, pa je nisi, ne? Na primer, čisto primer dam Podgornike, Aconcagua en steber sem gledal, pol Ekar Franc je rekel, Eiger, ne, Eiger, Jelinčič je rekel, Čerotore sem si, A res? ne, hočem reči, Jaz nisem takih želj, pa nisem imela nikoli divjih. Ampak je pa divjih, karkoli, Ja. ena smer, ki pa pač nikoli ni prišla na mesto. Ja, recimo, s Koširjem, Jeseniškem, 2 Koširja sta bila, veš, en je bil ta grd, ne, ljubljanski, Jeseniški je bil pa ta lep.
Ampak to smo dal takrat. S Tagrem so od začetka, z Ljubljanskem sva od začetka, sva kar plezala veliko, no. Pa tu s Tunmu, Jeseniškem, ampak Ljubljanski je pol kar nehal, ne, se je poročil, pa kar ga je zmanjkalo. Ta Jeseniški pa še zmeraj pride na srečanja, še veliko je hodil okoli pol. In sva enkrat šla s Kalaško, sva rekla naslednjič, gremo pa Dibonovo v Špiku. Sva zmenjena. In od takrat ništa. In vsakič, ko se na Vršiču dobimo, mu rečem, a gremo Dibono? Ja, greva. Samo sanje. Ne vem, Dibonova mi manjka. Odlično, to mi je bilo všeč. Zdaj pa, če pogledamo tako celostno tvoje udejstvovanje v hribih, ne, torej plezala si doma, videl sem po slikah, tudi zunaj, meja, Ja, kje? tu smo bili. Ja, prosim. Ja, na Mont Blanc sva šla enkrat z Mico, pa pračka smo s sabo vzeli. To je bilo tudi štos. Ja, smo šli vsi trije, saj nismo bili niti navezani, ne. Mica Kavarjeva. In potem, ko smo se vračali, je praček ugotovil, da je pozabil gor cepin. In je šla Mica nazaj po onega. Ne čisto na vrh tam, ja, skoraj na vrh, ja. Cepin je pozabil, šla Mica njega iskat. In potem je praček to napisal, ja, kako mu je žal, da to ne bi smel, da bi mogel on ta. Mica pa rekel, grem jaz, ajde, pa te pa nazaj prišla. Pa smo midva 1 uro tam čakala na Valojo, pa je bilo. No, enkrat smo šli, ja. 2-krat sem bila na Mont Blancu, pa smo še druge stvari tam, pa z Vido smo šle okoli. Kaj drugih plezarij pa ni bilo vzon, ne. Tule na Hrvaško pa dol v V Durbiti. Paklenico, to smo, takrat še ni bila Paklenica znana. Sploh še ni bila znana Paklenica. Mi smo nekako jo odkrili. In smo, Kdaj približno? čakaj, kaj je bilo tole, do 68, kaj takega, 69, to moram pa res pogledati. Ne, ja, kaj takega. 67, 68, kaj takega. Paklenico so imeli tabor tam, smo lepo šotorčke postavili, plezali kot blesavi. Res. Takrat je bilo še neodkrito, zdaj pa je kar naprej folka tam ogromen. Kaj ste pa plezali takrat tam? Ja, evo, vse so bile že. Vse so bile. Aniča Kuk je bila že, so tele stvari. Midva s Sandi pa Blažina, pa njegova hčerka, pa žena, Danica, smo šli pa eno prvenstveno, eno tako šoder na stran. En tak trojko, ne, trojka je bila noter, no, in smo prvenstveno naredili. Ima ime? Ne vem, prvomajska. Aha, prvomajska. Ne vem, če je, Ja. ne vem, če je sploh opisana, no. Ko Sandi je to naprej šel, pa Nevo je s sabo imel na štrikom, pa midve z Danico sva šle. Tam sva tudi z Barbko enkrat plezale skupaj, ja. Ja, luštno je bilo tam v Paklenici, je bilo čisto nekaj drugega kot zdaj. Zdaj je pa tam folka, takrat smo bili sami. Ja, veliko so plezali tam. Pol. Kaj ti je bilo pa tako, če celostno pogledamo, torej od snega, ne, zimskih vzponov, Alp, Mont Blana, Paklenice, svoje skalo in naših sten, najbolj všeč pri alpinizmu? Kje si se najbolj fajn počutila? V naših hribah, to siguren v naših hribah. Julijci, Tamar, evo, Tamar še nismo imeli. Tamarja še nismo omenila. Mi smo imeli v društvu, smo že 50. ali 60. leta smo dobili APD v upravljanje Tamarsko kočo, ne. Najprej ni bilo nič oskrbnika, ne, ampak pol smo pa kar hodili, kaj pa je Mima prišla za oskrbnico in smo bili redno tam, redno. Veliko smo v Tamarju plezali, pa tudi sam tako prišli, pa vse tele razne veselice smo imeli v Tamarju, fantovšne, slovo od mladosti, se pravi od, če so šli v vojsko, kaj takega, no. To smo imeli tam veselice, pa so tudi matičarji prišli, pa drugi, ne, siguren. Enkrat vem, smo imeli pa drvarsko akcijo, ko smo mogli gospodariti, ne, smo mogli tudi drva popraviti. Sem jaz si na faksu sposodila opremo, ko sem pač gozdarstvo, ne, študirala. Pa smo šli, pa smo 3 take lepe smreke posegli. Tako da, boljše, da to črtaš. To
Smo jo, a veš, vse imam slike, bom pol pokazala enkrat. Ne vem, ali pa mogoče, skratka, drvarska akcija, smo bili orang. Smo mogli narediti, ker je bilo treba za zimo drva. Takrat je bila še karavla zraven, tam so bili vojaki, so nekako imeli kakšne probleme z nami. Tako da niso nič hodili zraven, ne. Ampak če so kakšni prišli tako, a veš, ta, ki mu ni bil všeč, pa ga je, šta češ onda, kaj imaš dozvolu, a ne. Pa so malo zafrkavali, ne. Ker tam je le bolj obmejen predel bil, a ne, in so, ampak tisto ni bilo dolgo, pol so kmalu tisto karavlo ukinili, pa smo potem imeli mi tam prostore. Tudi spati pa tako. Ne vem, če sploh še stoji tisto, ne vem, če niso podarili. Tamer smo veliko hodili, ja, to pa res. Ko je bil naš dom tam. Do kdaj pa ga je APD upravljal? Pol so ga, kdaj so ga dali, ne vem, pol so ga pa Medvodom dali. Nismo več imeli mi ljudi toliko, nismo več imeli tudi vole kaj dosti, ker to je bilo kar naprej treba nekaj gospodariti pa nekaj. To moraš Franceljna vprašati, on to natančno ve, veš, res. Savenc to ve. Ja. Ampak je bilo luštno tam, že smo veliko skozi dali tam. Ja. Pa tekmo smo imeli, veste, kaj tekmo? To je v spomin bilo trem, ko so se ponesrečili, našim članom, že davno, davno nazaj. In potem smo imeli vsako nedeljo, zadnjo nedeljo maja smo imeli tekmo, veste, kaj tekma? Smo tam naredili slalom, oziroma kaj s tem, neki veleslalom, nekaj takega. In so kar prišli tudi v drugih, enkrat vem, da so prišli vojaki iz Tolmina, je bil še Klinarjev Andrej, pa tale Tomaž Jamnik, so jih poslali na tekmo, ne, mi smo tako nekako sforsirali, ne, da rabimo tudi iz druge, da so prišli, ne, in so prišli taki asi pridet, ke gor, pa so imeli tekmo. Pa so imeli kategorija planinci, pa kategorija alpinisti in tako potem. Kje je tekma? Resna zadeva. Od kje je tekma? Od kje? Gor tam je spominska plošča, na začetku Jalovca je spominska plošča, tam, ko se gre potem na Kotov sedel. Od tam je bil štart in potem dokler je bil sneg, ne. To smo veliko, saj meni se zdi, imajo še zdaj, ampak potem smo imeli tudi, ne samo veste kaj, to je bila tekma, pa koli postavljeni pa tako naprej, ampak smo imeli tudi prvenstvo odseka, ne, smo mogli tudi skoraj na Kotov sedel, pa 1, 2, 3 zdaj, pa kdo je prvi dol. Tako, za štos, pa nič kola, samo tako. Tisti je bil pa štos, ne. Ampak imajo še zdaj, meni se zdi. Še zdaj imajo. Akademci in matičarji v bistvu so znani po tem, še današnje generacije poslušajo o nekem tekmovanju med odsekama, o zbadanju in tako naprej. Na nek način en najbolj znan dogodek tega zbadanja je pa zgodba z pesmijo leta 68 v Vratih. Kaj se je takrat dogajalo? Torej, vemo, ne, Kunaver, Tonač in Šravf se spravljajo v Vrata, potem pa jih v steni ni in nastane ena pesem. Morda, če o tem malo več poveš, torej že v uvodu, kako se je po Ljubljani govorilo o tem, da bojo šli, ne, ti junaki v steno in tudi potem s stopom vred. Ja. No, to se je vedelo, ne, da se pripravljajo, ko so se resno pripravljali. In to se je vedelo, da bojo te šli in smo bili vsi srečni, da bojo oni prej, kakor pa kakšni Čehi ali pa kakšni Nemci, ker Čehi so sem hodili in so tudi kakšno prvenstvo nam ukradli, ne. Nemci pa sploh. So rekli, fino gre, zdaj gre pa Šravf, pa bodo, ne. No, in potem pol je kar vreme nastalo, pa je bilo rečeno, evo, zdaj so pa v steni. To že prej so se pripravljali, so nosili in pripravniki kaj gor pod steno, da so imeli tam zalogo, ne, da ni treba bilo v enem dnevu vse gor tovoriti, to so mi kaj znosili, ne.
In potem je bilo pa tako, da so rekli, zdaj pa jaz v Rio, ne, smo se dobili. Zdaj so pa not v steni, bi bilo fajn, če bi kakšen bil dol v zimski sobi, da bi bil za kontrolo, da bi za komando, ker takrat mobitelov ni bilo, walkie-talkie so bili taki ogromni, da jih niso s sabo vzeli. Smo rekli, v redu, je rekel, prvo je bil tale Jaka Kastelic, je bil matičar, tako da ni bilo nasprotja med APD pa matičem. Jaka Kastelic je rekel, jaz grem dol, sem rekel, evo, jaz grem tudi. In sva šla v vrata. Smo rekli, dobro, gremo zdaj pogledat, kako je, pa da jih pozdravimo, pa to. Pa gremo do zimske sobe, še naprej, nobenega nikjer. Se nič ni videli, nič slišali, nič. Pa so šla pa nazaj, pa so malo čajčke kuhala, pa so pesnila. In Jaka je gradbenik, ima lepo pisavo in je on lepo napisal take lepe črke skozi veliko steno, takole, nad štedilnikom lepo smo napisali tisto. Lepo tako, kot se šika, ne, uvod, intermezzo in tako naprej, vse. In pol je bilo konec, pa so šla drug dan domov. Pol čez ene par dni so pa rekli, zdaj so pa res noter, pejte, da je Štupnik že dol, pa Maležič, da sta že za kontrolo v zimski sobi. Sam je mogel cic nazaj iti, zato ker nekaj bilo kasneje doma. In sem rekla, grem pa jaz. Pa sem jaz prišla noter z Maticom, takrat je pa že orang začel snežiti zvečer, tisti dan. Pa je celo noč tako padalo, svinjsko je padalo. Tako da sem rekla, resno bila zgrožena, kako oni, se jih je pa slišalo dol, videli se jih nič ni, zato ker je tako padalo, ampak slišalo se jih, pa izgleda, da so bili še kar v redu, ko so tam vriskali, kaj s tem, ne, to, da so bili, ne, niso kakšen ponesrečen, pa to ni bilo, ampak so rekla, tole bo pa vseeno težko in sva potem zjutraj šla že domov, sva skoraj 9 ur sva hodila iz Vrat do Mojstrane. In v Ljubljano in direkt Zupanu na Vič, ko je bil on je bil takrat načelnik GRS, ne. In je rekel Zupan, ja, saj je že Cic rekel, da je zelo nevaren, so že organizirali. In potem, saj veš, kako je bilo, srečno, hvala Bogu. Kaj pa pesem? Ne? Lahko jo preberemo v Štremfljevi knjigi. Ne, v Štremfljani pa ne. Ne, pardon. Kaj pa... Lahko jo tudi v zgodovini alpinizma preberete. Bom zdaj tole. Torej, kaj pa ta pesem? Ne? Vemo, da jo je moč prebrati še v Grošljevi, eni od Grošljevih knjig, pa v zgodovini slovenskega alpinizma. Ja, pa tudi v Dušice, monografiji. Kakšen odziv je bil Ja, rečemo v matičarskih krogih, ali Šravf? Jaz sem potem, ko smo dal prišli Kastelicam, ne, jaz sem to lepo fino natipkala in jim nesla na Miklašičevo. In so bili, Petrač je bil hud. Že takrat, ko smo bili potem z Maticem dol, ne, in Matic rekel, ja, kaj to, ne, se hecel, ne, se mu je fajn zdel, kaj pesem, no, so študirali, kaj ćemo napisati, ne, in potem so spesnili 2 verza, ne, to ni to, ne. Pa sploh ni bila APD proti Matici, ampak je bil tudi Matiča zraven, a veš. Čeprav je pa Grošelj napisal, da sta oba dva bila akademca, ne, Kastelic je bil matičar in so ga potem prav, a veš, izdajalec, ne. Kar Tunača vpraša. Izdajalec. Ne, so se hecali, to je hec bil, a ne. To je hec bil. In potem enkrat je bila kmalu po tistem, ko je bilo že smo imeli pa na Krvavcu, imela GRS vaje, pa je bil tudi Aleš Konavar, pa so medve z Mico tudi prišle. In je bil Aleš kar po svoje navdušen, saj je rekel, pa je bil kar menda je bil Šravf kar jezen. Ampak on se je jezil za vsake reči, veš. Jaz se spomnim Šravfa enkrat smo imeli spet v Tamarju veselico, ne vem že, koga je bilo, in se je on nažrl
in je rekel, jaz, pa Jožica je bila takrat mnogo, še nista bila poročena, Jožica Trček, s katero se je pol poročil. In se je tam nalokal in je rekel, ne, grem pa jaz v črne vode, jaz grem plezat. In mu se je prikapil, na glavo si je svečo prikapil in je šel. Ampak se pa so ga nazaj pripeljali, ne. Ampak po me je drug dan Jožita tisto vosek ven cufala cel dan. Je bil ubogi. Ja, šraufak. Pa smo, recimo, dostikrat smo se pri nas dobili doma, ne. Ke moja sestra je pa jamarka, pa so jamarji prišli, pa so moji alpinisti prišli, pa smo tam kakšno rekli, pa kakšno popili, pa to. Pa jaz sem jih postrigla kakšnega, ne, to, a veš, študentje, ne, pa tam družna, pa klepetajo, pa jih postrižem mimogrede, ne. Enkrat prišel Šravf in je rekel, daj me postriž, no. Rekel, v redu, ampak on je debatiral tam izboral, tam pa vsakega skakal, pa jaz sem ga čisto zastrigla, veš. A veš, sploh se ni oziral na to, da ga strižem, on kar rukne in jasen, ne. In ni šel nikoli več mi se strižt. Nikoli več. Ja, društvo smo imeli, fajn. Te naši bridžiste se še zdaj dobivamo. Bridžisti, alpinisti in obravnavamo seveda alpinizem, nič kaj dostikrat. Pa je luštno, veš. Kaj naj še povem, učopa. Takrat naj bilo s Maticom tako strah, ti povem, tako so bila presrana, kaj bo zdaj, kako bosta ven prišli tisti. Čeprav niso nič kričali, da bi bilo kaj narobe, ne. In so, hvala Bogu, se srečno končali. Kaj pa, ko so prišli ven, kako ste doživljali, ne vem, plezalna srenja? Joj, srečni smo bili. Mi smo bili, saj večina je bila GRS gor, ne. In so bili vsi srečni, da so oni ven prišli, da nobenemu nič ni bilo. Mislim, tam so že s helikopterjem pa vse to, samo v steni ne bi mogel s helikopterjem reševati. Posebej v takem dnevu, kakor je takrat padalo, ne. Takrat so se res odrezali in GRS in oni trije. Res. Kateri so torej tisti najbolj zapomljivi akademci tvojega časa bili? Tine Mihelič, Ščetinin? Tine, Peter, ja, s tem se še zmeraj dobivamo. Peter, ja, mislim, Francelj, ne. Francelj ni bil ne vem kakšen alpinist, ampak je bil pa on ta glavni. Tako se, on je organiziral, še zdaj deluje vse. Pa kjer je bil pa. Ja, s temi se še dobivamo kar skozi, a veš. Je Roman, pa Rajar, pa Razinger, pa Gradišar. S tem se še kar dobivamo, vsak let ene dvakrat, pri Mici, Mita Kavar, tudi, pa Marija Rojnik, te se še kar dobivamo skozi. Čeprav jaz ne morem več hoditi, ne. Ta zadnjo smer so šla pa z Zelenčo, Rajarjevo, takrat je bila Korenčan, so šle od Cimerjana in sem komaj dol prišla, toliko me je noga bolela, toliko, res. Pol je bilo pa fertik z alpinizmom. Pol me je pa Srakar operiral, je rekel, pozabiti na alpinizem. Pol sem pa jadrati začela, oziroma saj sem že. Pol so pa morje bil, ne. Tudi fajn, a veš, tudi fajn. Draga Marička, hvala za te sila zanimive zgodbe, ki si nam jih podala. Torej, upamo, da je poslušalcem, oziroma prepričani smo, da je poslušalcem bilo marsikaj všeč, torej da je najin pogovor bil všečen. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vam pa seveda želim, da se kmalu vidimo. Po drugi strani pa seveda vam želim, da na svojih poteh hodite varno. Srečno do naslednjič.